Za nami so dodatne kvalifikacije za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, morda celo ene najbolj razburljivih v zgodovini evropskega kontinenta. Češka, Turčija, Švedska in Bosna in Hercegovina so si zagotovile svoj nastop v ZDA, Kanadi in pa v Mehiki prihodnje poletje. Najbolj zanimivo pa je bilo v Zenici. Na prepolnem Bilinem polju je po remiju 1:1 v rednem delu Bosna in Hercegovina drugič v zgodovini prišla do nastopa na mundialu po streljanju 11 metrovk. Italijani, štirikratni svetovni prvaki, bodo izpustili še tretji zaporedni mundial, kar je pravi precedens v zgodovini nogometa, vsaj kar se tiče štirikratnih svetovnih prvakov. Njihov selektor Gennaro Gattuso je pred tem repasažem dejal, da v primeru neuspeha zapušča Italijo, ne klop, ampak državo in da se seli nekam daleč stran. Na drugi strani popolna euforija. Bosna in Hercegovina gre prvič po Braziliji 2014 na veliko tekmovanje. Njihov diamant, napadalec in talisman Edin Džeko pri 40 letih torej pelje svojo državo znova na oder največjih sveta. Potem pa je bil seveda tudi sprejet skupaj s svojo ekipo v Sarajevu pri večnem ognju, kjer ga je pričakala skoraj 100.000 glava množica. Na tekmi je bil tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksandar Čeferin in pa srbski tenisač Novak Djokovic, ki je po svoje stiskal pesti za Bosno in Hercegovino. Tako da en spektakularen večer in lahko rečemo, da je tudi tokrat nogomet pokazal, kaj vse lahko prinese šport.